Najpomembnejše letošnje volitve v Evropi so se končale z visoko zmago konservativcev dosedanje kanclerke Angele Merkel. Veselje ni popustilo niti v ponedeljek zjutraj, ko je bil že čas za prve napovedi, koga bo nova stara kanclerka snubila za koalicijsko vlado, potem ko prejšnji partnerji liberalci niso zbrali niti toliko glasov, da bi stopili v parlament. Ich habe heute früh vor meinem Kleiderschrank gestanden und irgendwie gedacht, rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern, was machst du? Und dann habe ich mich für was sehr Neutrales entschieden und das bitte ich auch so aufzufassen. V zavračanju zelene in rdeče se vseeno zdi najverjetnejša velika koalicija socialdemokrati. Za zadolženo evropsko obrobje je morda pomembno le to, da bo Nemčija do njega vsaj malo bolj popustljiva, če bodo v vladi sedeli tudi socialdemokrati ali zeleni. Ti naj bi vendarle nekoliko omejili kanclerki nepotešljiv apetit po finančni disciplini in varčevanju, nemalo verjetno pa je, da bo politika varčevanja popustila. V povolilnem studiju je kanclerka žugala Grčiji in Sloveniji. Druck auf die Reformen nicht vorzeitig weglassen. Wir haben jetzt zum Beispiel Diskussionen in Slowenien, wo es Bankfragen geht, wo es Reformfragen geht. Die Rente mit 67 ist bei uns ungefähr so populär, wie sie das in anderen Ländern Europas auch ist. V Grčiji so protestno pokopali službe javnih uslužbencev. Tokrat je v tej državi v spredju boj proti diktatu trojke, da mora obubožana država do konca prihodnjega leta odpustiti ali prezaposliti 40.000 zaposlenih v javnem sektorju. Vzporedno s stavkami in protesti javnih uslužbencev pa se že drugi teden zaostruje odpor proti neonacistični Zlati zori, ki jo krivijo za umor 34-letnega reperja Paulusa Fisasa. Mirno demonstriranje čez dan se je v večernih urah spet sprevrglo v nasilje. Mladi protestniki so skušali vdreti v prostore Zlate zore, kar jim je policija preprečila. Včeraj pa se je zgodilo še tisto, kar bi se po mnenju mnogih moralo že zdavnaj. Policija je priprla vodjo Zlate zore Nikolaosa Michaloliakosa, še nekaj poslancev in drugih visokih članov stranke, pa tudi 2 policista. Očitano dejanje sum članstva v kriminalni združbi. Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποδεικνύει προς όλους και ιδίως προς τους νέους ανθρώπους ότι το κράτος δικαίου δεν είναι γυμνό και ανήμπορο απέναντι στη χυδαία απειλή της άλογης βίας. We are a political movement that has nothing to do with crime organization or something like that. 4 χρόνια παρακολουθούμε, χτυπάνε χρυσείς αυγίδες με το αλαλαπούν, όλο με το ξένο το χτυπάνε και βοηθάει και αστυνομία. Βοηθάει και τότε 4 χρόνια εμείς κάθε μέρα παρακολουθούμε και μας χτυπάει. Med prijetimi je tudi poslanec Ilijas Kasediaris, ki je zaslovil, ko je lani kar v studiu fizično obračunal s političnima nasprotnicama. Z morebitnim obglavljanjem strankinega vrha pa Zlata zora še ne bo prepovedana. Our constitution does not allow for the dismantlement of any political party. I think this is a very wise political choice because we have seen in other countries that the prohibition of a political party is counterproductive. It does not limit, but on the contrary, it increases their influence at the electoral body. Kriza v Evropi podobno služi tudi politikom, ki se imajo celo za levičarje. Proti Romom, ki so v Francijo prišli iz Romunije in Bolgarije, je rohnel francoski notranji minister. La solution, soit on trouve des solutions d'insertion, mais elles sont limitées. Soit parce que beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, et selon les règles européennes, ils doivent rentrer chez eux. Vous les renvoyez chez eux. Et nous avons mis fin. Disons clairement les choses. Bien sûr. Kakšen dan kasneje je policija izpreznila še eno romsko naselje. Po podatkih organizacije Amnesty International so francoske oblasti od januarja do avgusta letos prisilno izselile okoli 10.000 Romov. Mnogi od njih so celo deportirali domov v Romunijo in Bolgarijo. Tako ravnanje je v popolnem nasprotju z evropskimi pravili o svobodnem gibanju v Evropski uniji, je pa dobro za predvolilno kampanjo pred lokalnimi volitvami. There are lots of demands on them from their local communities, and there's a significant pressure on them to win elections, and they're worried about the electoral implications of appearing to be soft on Roma. I think this is a government that is fundamentally caving into that pressure. Novi iranski predsednik Hasan Rouhani ni zanikal holokausta, kot je to počel njegov predhodnik Mahmud Ahmadinejad.
Že na začetku obiska New Yorka v okviru letnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je pripravljal teren za otoplitev diplomatských vezi z ZDA. ما با جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم که به خیلی‌ها این جنایت روا داشته شد متاسفانه مردم زیادی کشته شدند و از جمله عده‌ای از یهودی‌ها کشته شدند کل جنایت نازی‌ها رو ما محکوم می‌کنیم. Sledilo je srečanje iranskega zunanjega ministra s šesterico držav, ki si prizadevajo, da bi Iran razkril svoj za Zahod sumljivi jedrski program. Dogovor, da bodo pogajanja spet stekla, je sledil še 15-minutni telefonski pogovor med predsednikoma Irana in ZDA. Stikov na tako visoki ravni ni bilo vse od islamske revolucije leta 1979. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. I reiterated to President Rouhani what I said in New York. While there will surely be important obstacles to moving forward, and success is by no means guaranteed, I believe we can reach a comprehensive solution. Mnogi se sprašujejo, kaj je v ozadju te diplomatske predstave. Morda samo to, da sta državi precej oslabljeni. Iran ima čedalje hujše gospodarske težave zaradi sankcij, ZDA pa so izčrpane od vojn. Please raise their hand. Dejstvo, da si ZDA ne želijo še ene vojne, je morda tudi razlog, da je bila sprejeta resolucija Varnostnega sveta v Siriji, prva po 2 letih in pol, odkar se je tam začelo oboroženo nasilje. Resolucija režimu Bašarja al-Asada nalaga uničenje kemičnega orožja, a ga ne obsoja zaradi avgustovskega napada s tem orožjem za množično uničenje na obrobju Damaska. Za morebitno vojaško posredovanje pa bo treba sprejeti še eno resolucijo. It provides the basis for a peaceful transition. We must move as quickly as possible to the talks and to ensure their success. I have just told the Council that we are aiming for a conference in mid-November. Morda bo Morijo ustavila naslednja mirovna konferenca, vsekakor pa ne sprejeta resolucija in iskanje kemičnega orožja po Siriji. Samo ta teden je bilo v spopadih ubitih več 10, če ne celo več 100 Sircev. Allahu akbar, Allahu akbar. Ves trud z nadzorom je preprosto premalo, če družba dopušča drugorazrednost, socialno nepravičnost, slab izobraževalni sistem in revščino. Tudi to je eno od sporočil terorističnega napada na nakupovalno središče v kenijskem glavnem mestu, ki se je po 4 dneh končal z več kot 60 ubitimi, najmanj 60 ljudi pa še vedno pogrešajo. Med napadalci skrajnega islamskega gibanja Al-Shabaab ne bi bili tudi mladi ameriški državljani somalijske skupnosti v Minneapolisu. Is this a real phenomenon? Are young men really being recruited to Al-Shabaab here in Minneapolis? It's a very old phenomenon. It's been happening since 2006. The recruiters giving them that, they fill that void, important void, and become their father's figure. And they believe they gave them everything they needed. They gave them that ego, that manhood. They basically raised it with us. Podrobnosti v terorističnem napadu počasi curljajo v javnost. Teroristi naj bi v nakupovalnem središču že pred tedni najeli eno od trgovin, v katero so nato pretihotapili orožje. Trgovino naj bi najeli s ponarejenimi osebnimi dokumenti in ob pomoči podkupljivih kenijskih uradnikov. Varnostni analitiki napovedujejo, da to gotovo ni bil zadnji napad Al-Shababa v Keniji, ki je bil maščevanje za vdor kenijske vojske v Somalijo leta 2011. V Al-Shababu so bili nedavno v frakcijskih bojih ubiti 4 visoki predstavniki, zdaj pa se je skupina poenotila pod vodstvom, ki prisega vrednotam Al-Kaide in je z njo tudi povezana. It looks like that the infighting between Al-Shabaab did not affect the group or reduce their power. And now the rebel factions within Al-Shabaab have been defeated. The militant group has now central control and strong links with Al-Qaeda. Veliko manj medijskega zanimanja, kot ga je bilo za dogajanje v nakupovalnem središču v Keniji, je bilo za potres na jugozahodu Pakistana, v katerem je življenje izgubilo najmanj 500 ljudi. Silovit potres je nekatere vasi dobesedno zravnal zemljo. Prizadetih je okoli 300 000 ljudi. ऐसा क़यामत का ज़िलज़िला हमने सुना तो था लेकिन देखा कभी नहीं था
जब ये क़यामत शुरू हो गया तो हमें इस तरह लग रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है हमारे साथ. Narava pa tokrat ni samo uničevala. V morju nedaleč od obale je ustvarila otoček velik za nogometno igrišče. Podoben otoček je na tem območju, kjer je stičišče evrazijske, arabske in indijske tektonske plošče nastal že leta 1945, a je kmalu zatem spet potonil. Znanstveniki tudi tokratnemu novemu otoku ne pripisujejo dolge življenjske dobe. Whether it will take months or years is hard to say. It can only be said anything with certainty after we have done the detailed assessment of the material that it comprises of. Ruske oblasti vse močneje obdelujejo aktiviste Greenpeacea, ki so se prejšnji teden skušali protestno vkrcati na Gazpromovo naftno ploščad. 30 aktivistom grozi zaradi piratstva do 15 let ječe. Aktivistov sicer še niso obtožili, sodišče pa jih je že zaslišalo. Never ever have we attempted to take control of another ship or anything. I think the charges are completely without merit and not at all based on fact. Po svetu se vrstijo demonstracije s pozivi k takojšnji izpustitvi aktivistov. Greenpeace pa je tudi opozoril, da je Rusija kršila zakon, ko je zasedla njihovo ladjo Arctic Sunrise. Сами по себе действия активистов никоим образом не могли повредить платформу и спровоцировать экологическую катастрофу. А если бы, извините меня, один активист на веревке, висящий на борту платформы, мог ее повредить, то, наверное, такой объект в таком состоянии не стоит размещать на шельфе. Я в деталях не знаю, что там произошло, но совершенно очевидно, что они, конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу. Spravljiva izjava predsednika Putina namiguje, da aktivistov vendarle ne bodo obsodili na visoke zaporne kazni. Gledališka predstava na sodišču pa je zato gotovo namenjena ustrahovanju okoljevarstvenikov, ki morda načrtujejo nove protestne akcije na Arktiki, bogati z nafto, kjer Rusija neutrudno utrjuje svoj položaj. Verjetnost, da je človek v precejšnji meri kriv za segrevanje ozračja v zadnjih 60 letih, je 95-odstotna. Tako so zapisali znanstveniki v novem poročilu Mednarodne skupine Združenih narodov za podnebne spremembe. The decade 2001-2010 was the warmest on record, continuing the trend of global warming. More temperature records were broken than in any other previous decade. Združeni narodi upajo, da bodo vlade nov dogovor o zmanjšanju škodljivih izpustov sklenili leta 2015. The goal is to generate the political commitment to keep global temperature rise below the agreed 2 degrees Celsius threshold. We need to build resilience and seize the opportunities of a low-carbon future. Okoljevarstveniki zbrani v podnebni konferenci v Stockholmu so protestno postavili tole inscenacijo. Na težji strani gugalnice so znanstveniki s svojimi vse bolj trdnimi dognanji, na drugi laži pa zanikovalci podnebnih sprememb po podobi bogatega naftnega lobija. What this report is saying today is that this is still a very urgent issue and we need to act according to what science says. We need to see strong ambition in the political sphere, and what we are doing here today is to illustrate that we demand this kind of action. Protest so zaključili s polminutnim kričanjem na gluhe politike.